Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Torkovo jutro na Totem radiju je bilo to, ja, ti si tak najbolj zadovoljen, da je konec. Da je mimo, ja, pa če je včeraj bil vrhunski koncert Magnifica. Kako bi ga ti opisala zdaj, ko je Lent, Ana, njegov nivo, prizadevnost in kvaliteto dela na lestvici od 1 do 3? Kalno. No, dajta se vidva malo staviti in pomiriti. Kaj kalno? Ja, čisto kalno, v redu vsi se bo celi. delal danes zjutraj. Ja, Glede na vse... ne glede na vse. Če ti ne bi povedal, da smo včeraj na Lentu, bi bilo čisto normalno jutro. Oke imaš take, kot da si se potapljal Pusti celi oke. večer. Kot da si ne v klorirano vodo, kot da si v klor gledal, tako Pusti, imaš prosim. čisto ogledalo duše, Jeger. Ja, In moja vidimo, duša je včeraj delala salte, tako dober koncert je bil. Ja, danes pa je fejst utrujena in da malo od sebe. Ne, ampak to je normalno, ko je festival Lent, jaz sem v bistvu vesel, da je tak. In seveda lentajte in če niste uspeli današnjega jutra, ker ste lentali, potem izvolite, podcast je tu. Če nas poslušate preko podcasta na YouTubeu, naročite se na naš kanal, stisnite kaki like pa komentirajte spodaj. Ja, to je tako ono, vedno ko gledate kaj, ko se naredi grafika, da moraš dati like pa subscribe. zvonček. Ja, zvonček, ja. Zdaj Okej. še seveda več vsebin, ne? Tako, Zdaj pa gremo, adijo. srečno. Medtem teče streljanje 11 metrov še na zadnji tekmi 16. finala danes, mislim, v tem paketu, v katerem so izpadli tudi Nemci in se Brazilci izvlekli skozi šivankino uho, zdaj med Nizozemsko in Marokom, in ta trenutek Nizozemcem ne kaže najbolj, ne? Ne, ta zadnji Nizozemec je Najbolje. falil prvi obrok penzijem. Pa če pa res. Tako da ja, napeto. Ja, tak, da bo mene kap v studiu, imate zraven Zakaj? televizijo in jaz sem stran od televizije s hrbtom obrnjena in vsake toliko je taki krik. Če pa tak se penali gledajo, ja, Pa je napeto. veš kako Kaj je že bilo? tretja, Hakimi je spalil. Kap me bo. že tretja štanga pri teh penalih. Ojej. Ok, ena druga stvar, da malo razbijemo to Dajmo napetost, ker reči. zdaj vidim, da sta oba začela gledati, je malo nerodno. Eno mini igro imam za vaju danes zjutraj. Že? Ja, tako čist, brez malo poznavanje legendarnih glasbenih hitov. Ja, super. Veš, ko se nekateri ali pa številni hiti imajo kaki prepoznavni, kaki legendarni riff noter, zdaj pa na katerem koli inštrumentu, ali je to na bobnih, kitari, Ja, pa če klavirju, devaš, basu. da Jeger, to boš Saj ti ne veš zmagal. sploh. Tako da, če bi ta legendarni bas riff bil Afričan in bi zvenel, ja, če prepoznata komad se gre, ne? Okej. Ampak če bi ta legendarni bas riff bil Afričan in bi bil tak, pazi, bule buona bunani. Bum, 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 bum. Ja. Queen je. Okej. Čega? Vrhunsko. Bule buona bunani, bule buona bunani. Dobro jutro. Dobro jutro. Zdaj se še malo bolj ne tako intenzivno zeha, bom rekel. Ja. Ja, vse na Lent. Tako da to je pač treba razumeti, absolutno. In zato smo mi tu, da Jegra k sebi spravimo danes. Ja? Ja, ti si zdaj, če bova tebe z Ano uspela, te vemo, da smo, Bo lahko tudi, vse. da smo še širše. Dobro, ok, Smo še šli. imate kar izziv. Da smo, Ne, ja, mama je ja, imate. lepo. Izzive mama rada. Ne da ti tebi samo rečemo, ja, ti si izziv. O ja, ti pa ja, če kdo te Pa sem jaz zadovoljen. Danes zjutraj se bomo pogovarjali jasno, da o svetovnem prvenstvu v fuzbalu in ko rečemo svetovno prvenstvo v fuzbalu, ne pozabiti, aktualna Krups Coffee Crush tekma, za katero lahko napovedujete vse do začetka, torej do minute čez polnoč, iz četrtka na petek, je Portugalska, Hrvaška in v petek bo še en ta čudovit in ta trenutek verjetno najbolj seksi kavni aparat tam zunaj, Krups Coffee Crush, lahko vaš. Malo je treba na meso misliti, ne? Res je, na kravču že vse zgodaj zjutraj. O, To ti fajn.
vročini. Zelhana, pa kuhana, pa krompirjeva solata zraven. Malo hrena, veš, smetana. Od kafe avtomata smo zdaj prišli do kuhane kače, res? Veš, kak čist hitro. Čist normalno. S tem, da v krompirjevi solati se ne špara čebula. Ne špara čebula. Pa bučno olje. To sem te hodil, ja, to je dobro. No. Jaz se za vsem strinjam, moram priznati. Me veseli. Malo se bomo menili o tem, kakšen problem ima zdaj Ana, ko mora na temuju dodatno plačevati. Oziroma bo to kmalu. To po artiklu. Ja, po artiklu. Tako da to je to, ja. In pa seveda to ti hudi hiti, pa lepo, da ste tudi danes tu, gremo skupaj v ta torek. Dobro jutro. Dobro jutro. Svetovno prvenstvo v fuzbalu, kako delajo. Prva novica danes jutraj je zagotovo, da so s tekmovanjem zaključili tako Nemci kot Nizozemci. Ja. Oboji po 11 metrovkah, s tem, da je morda malo manjše presenečenje, da je Nizozemce ven vrgel Maroko. Vseeno so vrhunska reprezentanca. Večje presenečenje, da so Nemci šli domov po tekmi s Paragvajem. Ja, pa Japonci po tekmi z Brazilijo. Ja, za Šivantino uho. To je bilo res. Ja. V prvem polčasu so Japonci vodili 1-0 in potem so le uspeli izenačiti Brazilci in potem tik pred koncem tekme v sodnikovem podaljšku še zmagoviti gol za Brazilijo in Ancelotti si je lahko malo... Mirno. Si je lahko oddahnil pa pojedel puni pisker špagetov, ne? Ali pa zaseko na žlico, karkoli pa že deluje v zahvalo bogovom. Ja, zanimive so te prve tekme izločilnih bojev, ne? Je šlo kar nekaj favoritov ven, tako da zanimivo bo še v nadaljevanju, mogoče pa letos preseneti pa kdo drug, ki še ni nikoli zmagal. Vse je realno. Ja, čakaj, dokaj imamo Francoze noter, ne bi držala sape, da bo kakaj Maroko ali pa Paragvaj daleč prišel. Francozi so, se veš, tako kot v glasbi, ko se oblikujejo tako imenovani superbendi, oziroma super skupine, ko uveljavljeni glasbeniki iz drugih bendov pač naredijo svojo skupino za gušt. Tak se zdi francoska reprezentanca. To je super ekipa v bistvu, ne, po imeni. Ja. Ampak Francija bo morala svoje dokazati danes, ob 11. zvečer igrajo s Švedi, sicer danes že ob 7. slonokoščena obala Norveška, to zna biti tudi zanimivo. Zadnja tekma tega kroga pa bo jutri zjutraj ob 3 med Mehiko in Ekvadorjem. In če je verjeti Simpsonovim, se Mehičani nimajo kaj zabati, ker bodo tako igrali finale s Portugalsko. Je res? Ja. Kaj pa vem. Pa to je ekspertno mnenje. Ja, seveda. In to je tudi vse, kar bom povedal. Kaj pa vem. To je moje mnenje. Pametno. Ti prognostik ti, ne? Dodaš še samo, kak bo pa bo, ne? Tako. Veš, tak je pa tako. Samo je pa res, da na letošnjem svetovnem prvenstvu je padlo kar nekaj rekordov že. Na 72 tekmah, 72 tekem si je ogledalo že več kot 4,6 milijona gledalcev, ne? In je to podrlo rekord iz leta 94, doseženih je pa bilo 215 golov in pazi, prodanih je bilo 2,8 milijona enot piva, zdaj kakaj enot piva. Lepo, ja. Papir ni poceni, ne, pravi okoli $20. Ja, tako da lepi zaslužili. Če hočeš iti, moraš imeti denar, se to je jasno. Ja, sploh pa letos, kaj so ti naredili meni, ko pokaže Infantina na tribunah, mi kar naredi vse kar dvigne, jaz se opravičujem, ampak pač ne morem mimo nekih dejstev, ampak ja, mogoče pripomore k temu tudi to, da so stadioni sploh v Ameriki, ki so v osnovi stadioni za ameriški fuzbal, gromozanski. Tako da ja, zanimivo bo. Zdaj pa pozor, to je en nov del serije Jeger je presunjen. Jeger, zakaj si presunjen? Zakaj sem jaz presunjen? Ker včeraj je zaokrožila po spletu tista slika, ko je v Eiffelov stolp vdarila strela. In moja prva asociacija na to sliko je bila takrat v filmih o Harryju Potterju, konec 7. dela, ko je najdel prapalico na Dumbledorjevem grobu, pa je naredil pol zrak, tak nekaj vstrelil in je pol tak šlo v luft strela. In ko sem jaz videl sliko Eiffelovega stolpa, kak gre strela v luft, točno ta prizor sem v mislih.
Ok, jaz mislim, da je kaj resnega. Pa daj, pa če ima prav. Koliko si te star tipa? Ja, pa kaj, če Harry Potter je za? Daj, ne. Res je zakon. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Danes je torek 30. junij in medtem, ko imajo mnogi danes zgodaj zjutraj, tako Teger, še vedno tisti zaton po izvrstnem koncertu Magnifica včeraj na Lentu, ko se še vedno malo čuti, najbolj pa se pozna na storilni opravilnosti, pa delam pa z kalnih okicah. No, delaš pa ja, res. Delam. Tako morski pes, veš, ko mora se gibati celi cajt, da preživi. No, to. Ampak čist malo je dovolj. Okay, ampak seveda ogromno zanimivega vse skozi. Moramo pa gledati naprej, čeprav se radi spominjamo preteklih dogodkov, ampak Festival Lent 2026 je genijalen, no danes se pa zares začenja tudi za našo Ano. Ja, res je, zato ker je danes otvoritev Folkarta. 38. Folkart že torej. In res izjemne skupine, ampak zakaj bi jaz? Alenka Klemenčič, producentka, povej. Ob 19:45 velika povorka vseh skupin Folkarta po Lentu do glavnega odra. Akademska folklorna skupina Študent iz Maribora, Bolivija, Poljska, Porto Riko, Severna Makedonija, Srbi iz Kosova in Uzbekistan. Ob 21. uri velika otvoritev, slavnostna otvoritev 38. Folkarta, kjer tudi vse te skupine nastopajo. Joj, kar kurjo kožo imam, res me prav. Folklora je, mislim, že nasploh, ko pogledaš, kak v Sloveniji smo tako vodilni, po mojem, skoraj da v Evropi, če ne širše, kak negujemo to ljudsko izročilo. Tako da genialno in zato seveda je Folkart res prav posebna paša za oči in plesno dušo. Ja, res so čudoviti plesalci. To je recimo... S temi temi kostumi njihovimi in nošami. No. Nošami bolj, lepo izrazim. Kostume si mi dva z igrom oblačima vsak dan. Res? Dobro. Ja, kaj ne vidiš? A ja, to je to. Danes tudi, recimo, ko govorimo o festivalih znotraj festivala, Ana Desetnica, festival uličnega gledališča znotraj Lenta. Marko Brumen, producent, kaj bomo danes lahko gledali in kje? Ob 7. zvečer na trgu najstarejše trte Ana Riguda, Bugi Ganga, odbito vozilo in svet dveh klovnjev, dveh večnih popotnikov, večnih prijateljev, večnih raziskovalcev. Kako bi bilo vsak dan živeti, kot da je zadnji? Vsi njuni dnevi so nenavadni. Naj bo tudi vaš večer. Bugi Ganga. Ja. Sliši se, ne že? Sliši se tudi, da bo zelo dobra predstava. Ne? Ja, absolutno. Tako da danes ob 7. ulično gledališče pri Stari trti. Drugače pa, glede na to, da je ura 6:43, imam eno poslansko vprašanje. Šegec, kaj je danes na Jurčkovem večerovem? Bomo ob 21. uri gostili krasen vokal Severa Gjurin, ki je v sklopu Jazz Podija in gostuje iz tega sklopa vsako leto nekdo tudi na našem odru. Ok, to pa danes na Jurčkovem večerovem odru pri Vodnem stolpu, tako da to je samo en del. Jaz predlagam, da če vas seveda vse skupaj še podrobneje zanima, da greste na spletno stran festivala Lent v zavihek program. Drugače pa tudi mi skozi ves dan gremo skozi vse, kar se bo dogajalo danes na Lentu. Ker ko je festival Lent, je to res teden, ko je Maribor najlepši. Pridite si ga pogledat, pridite lentat k nam. Dobro jutro. Dobro jutro. To so eni od tistih, ki jih bobnari sploh pozorno poslušate vedno, ne? O ja. Mislite, joj, če bi jaz znal tako od porkaro šaflati. Ja, res je. On je kralj šafla. Ja, ti pač lahko šaflaš doma, ko kaj kupate, ne? Tako. To je tudi prav, tudi gre. 11 minut pred 7. Včeraj je prišel pri Frasi Medvaršovu mimo Tine, ni ta Keger, pa tudi ne, nisi bil na pravem mestu, čakaj še enkrat. In je rekel, čuj Fras. To je prav. Kaj? Okay, Tine, to slabi vic je bil spet, pa se ga spomnimo. Čuj Fras. Začetek je v beton. Ja, res je. Mali vpraša mamo, čuj mama, zakaj Ata več ne živi z nama? Ja, mali, ti mi povej, ti znaš zbrisati sporočila z Vibera? Ja, sve znam. No, Ata ni znal. Bravo. Res se je držal, dobro. Si se držal? Bravo, svaka čast.
No, mogoče poučno. Vroče je, veš. Malo, za take vice. Tinetov res slabi vid. Samo na Totem radiju. Husqvarna Geder, vrhunski strokovnjaki za košnjo in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na geder.si. Na Jeger smo tu, želimo dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. In eno stvar pa moram povedati, zato ker je to eden od mojih herojev, ampak nisem edini, zagotovo ne. Namreč Mel Brooks praznuje 100. rojstni dan, oziroma je praznoval 100 let. Kje? Mel Brooks, poznal Mela Brooksa? Ne. Igralec, verjetno, ne? Ne. Mislim tudi drugače, pa kar se komedije tiče, kar frajer, režiser, producent. Se je podpisal pod film, ki še vedno velja za najboljšo komedijo vseh časov. To je komedija Blazing Saddles, sicer iz 70-ih, kavbojska komedija, vsem noro. Pa recimo Young Frankenstein, kjer je Gene Wilder igral glavno vlogo, ne? Tudi ne? Ne? Spaceballs, mogoče parodija na Star Wars filme, ne? Tudi ne? Robin Hood, Men in Tights. Pa smo prišli. Ali pa meni osebno njegov najljubši Dracula, Dead and Loving It. Ne? Ampak Robin Hood, Men in Tights pa ja. Neizobraženo, pa se s to ne morem verjeti. Pa daj no. Filmsko, ja, bo kaj je? Aj, to so stari filmi. Zdaj sem vam, ja, ampak dobri. Zdaj ne rečem, vrhunski. Nismo mi bili v tistem času, mislim, mi dva zame. Kar ne pomeni, da lahko greta skozi življenje kot tepca. Ja, ne, samo pač ne moramo gledati. Dobro jutro. Dobro jutro. Tak. Začenjajo se hudi dnevi za Ano in njej podobne. Nove dajatve, novi davki, novi stroški pri naročanju iz Kitajske. Ja, drži. Jeger, ti si to raziskal, povej. Jutri se začne veljati spremenjena carinska zakonodaja, po kateri pošiljke v Slovenijo iz držav zunaj Evropske unije v vrednosti do 150 evrov ne bodo več oproščene plačila carinske dajatve, ampak se bo obračunavala pavšalna carinska dajatev v višini 3 evrov na vrsto blaga. Ampak ne, ker saj se ne čisto točno ve, kak pa zakaj pa za koga, sem jaz poklical Borisa Kastelica, direktorja Carinske uprave Republike Slovenije, in me je najprej zanimalo, kako se bo torej obračunavala carinska dajatev, ta 3 evre na paket male vrednosti do 150 evrov. Tu ne gre za carinsko dajatev 3 evre na paket, ampak gre 3 evre na postavko v paketu. Ta pavšalna carinska dajatev začasna se obračunava na vrsto blaga, ki je v paketu. Na 5 recimo bombažnih majic pride ena ta dajatev, če imate v zraven poleg teh 5 bombažnih majic še recimo kuli ali pa žogo, potem pride pa še na vsako to blagovno postavko še po 3 evre. V tem primeru bi bilo recimo 9 evrov. Kak je vedel, da jaz naročam majice, pa kuli pa žogo? Kako lahko natemuje bombažno majico? No, kakorkoli. Dobro, pa zunaj Evropske unije. Zunaj Evropske unije. Če naročite 10 majic, boste plačali samo 3 evre, če so samo majice v paketu, če še kaj drugega. Ja, se pa pač ti 3 evri seštevajo. Zdaj vprašanje je tudi, kak je z davkom na dodano vrednost, na kateri znesek se obračuna 22%. DDV se pa obračunava že danes po 2 principih. Eno je ta posebna uvozna ureditev, vse na enem mestu, oziroma mi rečemo temu IOS, Import One Stop Shop, kjer tisti prodajalec, ki je registriran nekje v EU, v bistvu obračunava ta DDV že ob nakupu določenega izdelka. To vidite na teh velikih spletnih platformah Temu, Shein, AliExpress. Potem ta spletni prodajalec že sedaj pač mesečno odvaja DDV tam, kjer je registriran, dobi ga pa na koncu tista država, od koder je potrošnik. No, tako, ampak te carinske dajatve, se pravi 3 evre, se bodo vštele v DDV, teda bo pač tudi pol DDV višji, zato ker bo končni znesek zaradi tega višji. Se bo, recimo, moramo tudi malo pogledati, kak bo... Kaj zdaj? Pogledati, kak bo zvedlo. Počakaj, čakaj, naj poveče, je pomembno. Kaj me motiš? Daj povej, Jeger. Vračilo blaga, marsikdo si naroči, proba, pa mu ni všeč, pa pošlje nazaj. Ja. Takrat ne moreš dobiti ti carine pa DDV-ja nazaj. Kaj? Kak ne?
Ja, takrat Če si dala nazaj? Ti moraš dati zahtevek in noter pač dokazati, da je bilo blago ali z napako. Dobro, to je že zdaj. Ja, ali pa pač so ti nekaj zamešali, pa nisi dobila pravega izdelka. Če ti samo napaše, pa pošlješ nazaj, to ne velja. Dobro? Ok, to smo si zdaj na jasnem. Mogoče še, gospod Kastelic, kakšen nasvet za vas, potrošnike, ki naročate na Temuju, Šajnu ali kjerkoli druge? Bi bilo dobro, da potrošnik, ko nekaj kupuje, pogleda tudi, odkot dejansko pride to blago. No. Vse te večje platforme ravno zaradi te spremembe odpirajo tudi skladišča v EU. Celo določeni so začeli pospešeno sodelovati z lokalnimi proizvajalci pa prodajalci, kar je nekako bil tudi namen te spremembe zakonodaje. Tako da če blago pride iz EU, ne, se pravi, da se že nahaja v EU, da je že bilo predhodno ucarinjeno, ali pa je evropskega proizvajalca, potem teh vseh dajatev dejansko ni zraven. Ne. Je pa vsaj zaenkrat teh spletnih platform težko razbrati, a je blago že v EU, je že ucarinjeno ali ne. No, nekateri ti večji spletni trgovci imajo tudi že nastavljene filtre. Tako da lahko tam označite, da je blago že v Evropski uniji, potem vam ni treba doplačati teh 3 € na posamezen artikl, ki je v paketu, ker je to že obračunano. In to je to. Tako da pač malo dražje bo, ampak vse se bojo tudi trgovci znajdli, pa da bojo predhodno poslali vse skupaj v Evropo, v skladišča in potem od tam dalje do končnega uporabnika. Kar v bistvu je zelo dobro, ne samo da ne plačaš carine, še hitreje je pri tebi, ne? Ker ne čakaš, da pride iz Uzbekistana. Tako da še ena potrditev enega preprostega dejstva je, ne skakati na prvo žogo, vse kar moraš narediti je, da malo počakaš, pa se uredi. Ja. Tako. Super, tako smo mi pri Jegru, recimo. Daj te, da naročim zdaj nekaj. Ja, pa pazi, kot kot. Dobro, se mar, se reče mar. Dobro jutro. Dobro jutro. Ok, zdaj pa to, ko se v legendarnih menimo. Skere legendarne serije je to. Ja, to pa se ve. To se pa ve. Ja, to pa se ve. Ker si le vedno bil, ne, ja. Torej fan Hasselhoffa v poznih letih karijere. Ne, kaj govoriš, bil si fan Pamele, ne? Aha. Je počasi laufala, ja. Tam po plaži. Vse ne samo ona. Vse ne samo ona. Ja, ne samo ona, sama bila pač najbolj znana, ki je laufala. O Baywatchu se pogovarjamo, jaz se opravičujem, ampak imeli so avizo, ker se je pelo. Tako da vsake toliko bomo malo vtihli, bomo poslušali. Ja. Na novo snemajo, oziroma snemajo novo obalno stražo. Ja, pa da ne bo kaki Zac Efron pa da rok noter. Ne, serija, zdaj ni serija. Čakaj, kdo bo pa igral, to je zelo pomembno. Lepe ženske. Ja. To je to. Ne originalne, valjda, ne? Ne, se pa te... No, vprašam, če bo pač verzija. Ni Grandma Watch, ker če bi igrali originalne, bi mogli vulkanizirati tudi Okay. Ampak nima tega. Vse skozi to prebral, pa se začel malo razmišljati. Moja prva reakcija je bila točno taka kot tvoja, Jeger. Pa sem razmišljal, da slabo. Zakaj? Slabo. Ne to. Včasih je bilo to drugače. Ko je bil Baywatch, to ni bilo tako vse dosegljivo na spletu. Veš, kaj ti hočem reči? Ja. Danes ni več nobena fora. Včasih je bilo tako, da je bila kakšna revija, ki je skrita, ki si jo po ne vem kakih kanalih dobo iz Avstrije ali pa z Nemčije. Mogoče kakšen film, ki si ga po še bolj hudih kanalih dobil na VHS kaseti, pa imel najprej wrestling posnetih 15 minut. To je bilo včasih. In takrat je recimo Baywatch bil, smo gledali, danes. Ja. No, se včasih je tudi bilo za pogleda, danes je bolj tako vse skupaj. To je tudi res, da je bila druga lepota. Jaz pa se veselim. V spredju. Res? Ja. Ker danes je tako tudi, da na poletni dan v Mariboru vidiš kaj bolj, ne, da bom rekel, ne. Šarfnega. Kot je bilo tam. Žgičega. Dobro jutro, Tine. Dobro jutro, Dejan. Dobro jutro. Zdravo, dobro jutro, Ana. Dobro jutro, Matin. Dobro jutro. Evo, rešeno. To je to. To je to. Ja, nič. Hvala, da si prišla. In lepo pozdravljamo. To je kaj vredno. Ja. Premalo cenimo to. Ja, danes me šofer na avtobusu rekel, da daj nekaj pametnega povej. Za razliko. Glih tebi. Glih meni, jaz mi zahvate nazaj. Ok, pa imam mene. Smo se spremenili v ušesa.
Ja, mogoče... Ti ne bo nekaj pametnega povedal. Ja, mislim, če ste dovolj pogumni, ne? Tako reko, če pametno. To je en nasvet, v bistvu, ko bo žena oziroma punca ali prijateljica se vseeno jezna, kaj narediti kot moški. Vzamite veliko brisačo ali pa, ne vem, rjuho ali pa eno odejo. Pa je dol pokrite. Ne, to ne bi bilo dobro. Sekajte. Ne, oj pa takoj vsekajte. Ne. Če si rekel pogumni. Pa čakaj. I daš tak čez rame, veš ko kraljevo ogrenjalo. Okay. Pa rečeš tak, zdaj si pa super jezna. Kaj je to slabi vic? Ja ne, tu piše tak na svet, pa je še piše... Mogoče se bo smejala, ali pa boste umrli. Probajte. Ali pa podejanovo, tako je zažgite. Ne, sebe bi mogli začeti tučiti. Ker si tako ti kriv, te pa tudi če nisi. Ne, glej me. Daj no, pa nekaj nastavi, telefon pa posnami, da vidimo. Jeger šamar boš dobil. Ja, vem, da ga bom jaz. Tako da ne delaj tega. Meni take zadeve ne grejo skozi. Ker zdaj razjeziti ne bo težko. To absolutno ne. Če pa kaj znamo. Ne rabim dosti. Če pa kaj znamo, ne, je to. Ja, dobro, če boste probali, nam pošljite SMS nič 5 Ne, na družbenih omrežjih pošljite video. Celo to. V sporočilo. Vse samo mi bomo pogledali, ne bomo nikam dalje. Zna biti viralno, čeprav znotraj naše ekipe. Ok, Tine, je bilo pogojno pametno, bom rekel. Dobro jutro. Danes 30. juni, 5. dan lenta, oziroma danes lahko rečemo, smo točno na polovici. Že? Ja, ker še 5 dni samo ostane. Kar grozno, ne, ko tako pogledaš. Precej hitro laufa. Šlo pa za taki program, ki so ga skupaj naredili, ker vsaki večer, vsako popoldne je nekaj. In vsako jutro je hudo, Jeger, ne? Če pa je fajn zvečer, pa se ti nikamor ne mudi, poletje je, taki vibe je. Greš malo, recimo, ne? Pa ko pogledaš na uro, pa ura polnoč leti. Naj samo povem, da to, da razmišljaš še vedno tak, da se ti nikamor ne mudi, ne? To pač se vidi, koliko resno jemlješ delo na radiju zjutraj, ne? Ampak dobro. Gled med lentom se ti oprosti. No, hvala. Definitivno. In danes se seveda prične Folk Art, osnovni festival, zaradi katerega festival Lent sploh imamo. Zelo barvito bo iz Kolumbije, ne vem, Puerto Rika, Poljske, Severne Makedonije, pa seveda kuč študent. Ogromno zanimivih nastopov bo iz Bolivije tudi pridejo, ampak ni pa to edino. Začne pa se kot vedno ob 9. v Art Campu v mestnem parku Mišel Vogrinec. Kaj imamo danes tam? Vabljeni v park tudi danes. Ob 9. že začnemo z marsikaterimi delavnici, ob 10. z večino njih. Predstavili se bojo marsikdo, tudi Društvo paraplegikov Podravja. Pletarske delavnice bojo lahko. Igriva matematika za vse. Iz Laškega nam predstavijo fosile in pa tudi na ustvarjalnih dekicah po celem parku se bomo lahko igrali in ustvarjali, pa tudi na razvajalnicah bojo marsikatere sprostitve in oblačila bomo izmenjavali. Ob 10.30 na našem modulu Triglav seveda človeško telo ples center plesa. Ob 17. uri prije otroški Folk Art, naša slovenska skupina. Ob 19. uri pa Maribum Afriki. Vabljeni v park tudi popoldan, ob 4. popoldne začnemo z delavnicami. Še vedno imamo en kup različnih delavnic po celem parku, vabljeni na njih vse. Ustvarjalne dekice. Ja. To je od otroštva dalje, ne? Sploh tudi tam, če študentska leta, ne? Pride prav, ne? Pride prav, ja. Od ROTP banke na trgu Stare Trte. Marjan Urnik, kaj imamo danes? Začetkom ob 20. uri čas za slovenski blues rock trio Greg Black and Bad Notion. Trio navdušuje z neokročeno energijo, vrhunsko virtuoznostjo in izrazito iskrenim glasbenim izrazom. Vabljeni, da si pogledate tudi ta koncert. Hvala lepa, Marjan. In pa danes od 21. naprej v Veterinskem dvoru stand-up Lent, ki praznuje 20 let. David? Klasičen stand-up večer, v katerem nastopajo Aleš Novak, ki ste ga tudi v vašem radiju povabili lani, septembra, ob praznovanju na
na glavni trg, je navdušil, se nisem čudil, ker je on, ko je eden od toti, ko je največji preskok naredil v zadnjih letih in se ga res plača, videl je človek iz Šmarja, torej Štajerc. Potem Primorc, Marko Žerjal bo z njim in pa Kranjčan Rok Škrlep, vsi izkušeni, pa tako vsako večer v Veterinskem dvoru, torej ob 9. uri. Tako, to je recimo še enih par stvari. Lent je seveda zabasan in nabasan s programom, tako kot mora biti, tako da vabljeni, da pridete, tudi če niste iz Maribora, pridite k nam, pridite lentat. Ja, pa zastonj lahko parkirate v Evroparku, pa zastonj so avtobusi, če imate slučajno kako karto vstopnico, vse smo zrihtali, so zrihtali. Pa Jeger je tam. Pa Jeger, ki... Ja, Jeger je pa vsak večer. Pri direktorju, ne? Ja. Lepo. Dobro jutro. Dobro jutro. Okay, zdaj malo se moramo vrniti nazaj, kakšne dobre pol ure, ko je bil tukaj Tine, ki je povedal, da ga je že zjutraj dal avtobus šoferja Janez pod pritisk, ko mu je rekel, te pa nekaj pametnega povej. Ja. Janez je bil zadovoljen s tem, kar je povedal. No, okay. Mi malo manj, ali pa vsaj ne bomo se šli tega eksperimenta. Tine je povedal, da je recimo za pogumne, ko je žena jezna, da ji daš brisačo tak prek čez rame, pa rečeš... Rjuho. Pa dobro je rjuho, ja, ali pa veliko brisačo, karkoli. In reče, zdaj si pa super jezna. Ja. Samo za pogumne. No, Janez je potem poklical nazaj in bil zadovoljen. Smo pa dobili še en SMS na to temo in sicer nepodpisanje, kar se mi zdi edino pravilno, ko se take stvari razkrivajo. In pravi, s prijatelji so se pa zvečer se zgodi, beseda da besedo, vrček da vrček. Ne? In piše, moja je rekla, da bom imela šolo, ko se streznim. Tak je rekla, ker se ne vem, če bi to povedal zdaj. Je povej zdaj, če si začel. Če sem že začel, ne, ok. In pravi, ker je šivilja in že pol leta na bolniški, sem rekel, da je to delo na črno, ker ni učiteljica, da bi imela šolo, pa še delo pri drugem delodajalcu med bolniško. Res. Pogumen, bravo. Res. To je. Za aplauz. Ampak pazi, dalje pa je rekla, rada te imam, moje budalo malo. To pa je cute. Ja, res je seveda, da je cute. Ampak vseeno bomo verjeli tej zgodbi, Jeger, ne? Absolutno bomo, kaj počemo drugega. Ampak čestitke za pogum, ja, genialno. Kdorkoli že si, dragi poslušalec naš. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. In danes se je na SMS-ih 051-220-220 oblikovala ena taka vzporedna debata na temo, kaj pogumni naredijo, ko je žena jezna. Dobro. Kristjan je pisal in pravi, en lep sončen pozdrav vsem. Moj predlog je, če je žena jezna, si kupite Toyota Supro. Ona bo še vedno jezna, vi pa boste imeli Supro. Kaj vidim, da Ana ni. Jaz bom postala jezna tekom tega jutra, se mi zdi. Tako da dajmo raje eno tako poletno, ja, da te malo pomirimo. Daj. To pa ja. Dejan, Ana in Jeger. In to jutro.